Lepo zdrav! V prvih dneh marca ali sušca je pomlad s svojimi prvimi spremljevalci napovedala svoj prihod. Pa čeprav je pravi orkanski veter ponekod dajal videz, da se je narava zarotila proti človeku. Kljub vsemu pa pustni čas uspešno preganja zimo in naznanja nekatere marčevske dogodke. Tako bomo kot stalnice obeležili Mednarodni dan žensk, pa 40 mučenikov, praznik slovenjebistriške občine, Gregorjevo in še kaj. V informativno oddajo tega tedna smo uvrstili nekaj zanimivih dogodkov, zato prijazno vabljeni k ogledu. Slovenjebistriški gasilci dobili novo vozilo. Zborovali člani in članice območnega združenja slovenskih častnikov. Kako energija barve vpliva na naše počutje? Pisana parada otroških pustnih mask preplavila za nekaj trenutkov slovenjebistriške ulice. Na udaru nepridipravov denarnice, zlatnina, objekti brez varovanja, stanovanjske hiše. V rubriki Lokalne novice tokrat o pridobitvi slovenjebistriških gasilcev, občnem zboru slovenskih častnikov, v čudežni moči baru in pustni povorki. Slovenjebistriški gasilci imajo novo pridobitev. V četrtek 23. februarja so na platoju pred gasilskim domom na Kolodvorski ponosno na ogled postavili novo kombinirano gasilsko vozilo znamke MAN. V vrednost vozila je približno 320 tisoč evrov, namenjeno pa je požarni varnosti in tehničnemu reševanju. Več o novi pridobitvi Miran Juhart, predsednik slovenjebistriških gasilcev, in Robert Grum, poveljnik. To je en velik dogodek za naše društvo, ne samo za nas, tudi za celotno mesto Slovenska Bistrica, občine Slovenska Bistrica. To je en velik projekt, ki bo ostal v zgodovini. Povejva nekaj osnovnih karakteristik in pa samo konfiguracijo vozila. Gre za vozilo MAN 13290 TGM 4x4. Posebnost tega vozila je to, da smo se gasilci odločili, ker imamo pač veliko različnih voznikov, da gremo na avtomatski menjalnik, da bo tudi vožnja potem lažja, ker vemo, da mi le vozimo pod nekim stresom. Drugače pa to gre za kombinirko, po našem žargonu gasilsko vozilo s cisterno 1625. Vozilo je namenjeno, kot vidimo, večji del za tehnične nesreče in pa gašenje požarov ter za nesreče z nevarnimi snovmi. Nekako smo se z podjetjem Gasilska vozila Pušnik v sodelovanju nekako dogovorili, da nekako ločimo to tehnično reševanje in pa samo požare, in smo se odločili, da pač eno stran vozila opremimo za golo tehnično reševanje. Tako da na oni strani je hidravlično orodje, blazine za dvigovanje, potem razne podloge za stabilizacijo vozila. Na tem desnem delu je pa vse, kar se tiče za požare in pa nudenje prve pomoči. Mogoče samo še tole, če ni skrivnost, kakšna je nabavna vrednost in pa kako ste zagotovili potrebna sredstva? Nabavna vrednost tega vozila, če rečemo postavljenega na cesto, registriranega, je nekje z vso opremo, ki je noter, je nekje okoli 320 tisoč evrov. S tem, da smo večji del opreme, ki je v tem vozilu, kupovali nekako sistemsko že leta prej. Oba hidravlična orodja smo kupili že prej, če gledamo samo, da je tehničnega orodja nekje v vozilu za 50 tisoč evrov, je kar nekaj. To je zdaj 8. vozilo, s tem, da bo to vozilo nadomestilo našo cisterno Steyr, zdaj le zaenkrat, dokler ne bomo šli pač v nabavo novejšega vozila. V petek 24. februarja je bil v jedilnici vojašnice Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici redni občni zbor članic in članov območnega združenja slovenskih častnikov. Po predlaganem in potrjenem dnevnem redu so uvodoma prisluhnili predavanju kontraadmirala Renata Petriča, ki je spregovoril o NATO in Sloveniji.
V nadaljevanju so sprejeli poročilo o delu območnega združenja za leto 2016 in program dela združenja za leto 2017. Podelili so tudi priznanja Zveze slovenskih častnikov in se po uradnem delu zadržali še na zakuski in neformalnem klepetu. V ponedeljek 27. februarja je slovenjebistriška knjižnica gostila predavateljico Sašenko Planinc, ki je s predavanjem na temo Moč barve obiskovalcem predstavila, kaj pomeni za človekovo fizično, čustveno, umsko ter duševno stanje energija barv. Predavateljica je študij barvne terapije leta 2002 zaključila z najvišjo stopnjo usposobljenosti za barvnega terapevta, svetovalca in učitelja na Mednarodni akademiji za barvne terapevte v Angliji. Od leta 1999 aktivno deluje na področju osveščanja in zdravljenja z energijami barv. V znanstvenem pogledu, s katerim smo vsi v bistvu domači, jo razumemo kot svetlobo, kot del elektromagnetnega spektra, ki se razteza od najdaljše valovne dolžine do najkrajše, najhitrejše vibracije. Svetlobo, znotraj katere se razprostira mavrica našemu vidnemu polju. Se pravi, govorimo o našem fizičnem vidu in sposobnosti vizualnega zaznavanja barve in svetlobe znotraj elektromagnetnega spektra, ki je človeku, rečemo temu, varen in prijazen. Vemo, da so nižje infrardeče ali ultraviolične in višje gama žarki v bistvu in naprej, višje v bistvu vibracije, tako fizičnemu očesu v bistvu nedostopne in pa seveda za nas tudi nevarne. Tako da za mavričnim spektrom, kateremu se bomo danes posvetili, se pravi tem osnovnim 7 barvam, smo dejansko, rečemo temu, sobivamo. V teh energijah v bistvu sobivamo in znotraj njih v bistvu delujemo, bodi si zavestno, bolj zavestno, manj zavestno ali pa tudi dokaj nezavedno. Barva, ki je hkrati jezik univerzuma, kateremu se bomo danes v veliki meri posvetili, na nas vpliva, kot sem že omenila, če se tega zavedamo ali pa tudi ne. Zdaj, za razumevanje samih učinkov energije barve je potrebno dejansko vedeti in razumeti, da naše telo, se pravi mi kot človek, nismo sestavljeni, če poenostavimo v bistvu samo iz fizičnega tega materialnega telesa, temveč obstajajo višje nihajne ravni, ki jih tvorijo naša subtilnejša telesa, ki sovpadajo v bistvu z našim čustvenim poljem, z našim miselnim, intelektualnim poljem in pa z našim duhovnim poljem. Se pravi, vsa ta telesa kot celota hkrati v bistvu sprejemajo energijo iz okolja, iz univerzuma kot celote in seveda tudi oddajajo to energijo. Če izviramo iz tega, da vse, kar obstaja, je energija, ki enostavno vibrira na različnih ravneh, vibracijskih ravneh in vse deluje po principu dajanja in sprejemanja. Ta subtilna telesa našega celostnega telesa, če imenujemo kot našo celoto, je možno v bistvu ujeti z določenimi naprednimi tehnologijami in jih približati oziroma pač prenesti v informacijo, v vibracijo, da ga tudi mi lahko fizično zaznavamo. Ena izmed takšnih aparatur, s pomočjo katere delujem tudi sama, kot barvna terapevtka, predvsem v pristopu osveščanja, svetovanja in v bistvu, rečemo temu, s tem pripomoremo k enemu globljemu razumevanju in srečanju s samim seboj. In spet, zakaj? Zaradi tega, ker naše vibracije so določene, predvsem te čustvene narave, intelektualne narave in duhovne narave, niso fizično oprijemljive in niso s tem tudi našemu očesu niso vidne. Obstajajo redki ljudje, ki imajo te, rečemo temu, jasnovidne sposobnosti, ki imajo v bistvu možnost rečemo z eno besedo, avrično polje, naše avrično polje, naše energijsko elektromagnetno polje,
znotraj katerega se ta maurična vibracija oziroma barvna vibracija odraža in tudi vidi, se pravi, obstajajo določeni ljudje, ki to zmorejo videti z prostim očesom, medtem ko, rečemo temu fizičen vid enostavno teh vibracij ne more dojeti. In zdaj mi vemo, glede na našo vzgojo, glede na naše izobraževanje, glede na naše generacije, da smo o tem dejansko, rečemo temu, da je ta del bil zelo zanemarjen v določenem časovnem obdobju. Ker če se vrnemo v samo jedro same zavesti o tej zdravilni moči barve, to sega dejansko že v antične čase. Sonce se je častilo vedno. Sonce je ta vir energije, svetlobe, ki vsebuje vse frekvence, ki jih mi potrebujemo v bistvu za naše harmonično delovanje in bivanje. Same zdravilne učinke, same barve, kot tudi duhovni aspekt in vpliv na naše čutenje, vedenje, v bistvu tudi na videnje in globlje razumevanje, pa so dejansko razumeli že v starem Egiptu, Maji, budisti, tudi kristjani. In kar je zanimivo tudi v teh duhovnih zapisih vezanih na dušo, se pravi v odnosu na samo dušo, je skupna nit vsem tem pričanjem duhovnih izkušenj iz različnih religij, iz različnih časov, različnih kultur, je vedno tista skupna resnica ena, da je prav barva in svetloba ta, ki v bistvu spremlja našo dušo na njeni poti evolucije, se pravi na naši poti našega duhovnega razvoja, ki je vezano tudi na, jaz temu vedno rečem, določen časovni trak in obstajajo tudi določeni energijski zapisi, ki jih mi prinašamo v naše življenje in s katerimi se enostavno treba, rečemo temu, ki jih je potrebno tudi ozavestiti in razrešiti. Pustni pridih smo v torek, 28. februarja, rahlo začutili na ulicah Slovenske Bistrice, kjer so se v pustne šeme v dopoldanskem času prelevili malčki iz vrtca. Popoldan pa so se pustne povorke udeležili učenci 3 slovenjebistriških osnovnih šol, vmes je bilo tudi nekaj vrtčevih malčkov, kot vedno pa so maškare pospremili člani godb Napihala iz Poljčan in Frajheima. Pisana druščina je oznanjala pomlad, se za nekaj trenutkov poistovetila s svojimi najljubšimi junaki, se pošalila na račun aktualnih dogodkov, predvsem pa uživala v pustnih norčijah. Škoda le, da pust v Slovenski Bistrici nima tradicije, tako kot je to v drugih slovenskih pokrajinah, in da si lahko razen torkove otroške povorke preštel na prste maškare tako na pustno soboto kot nedeljo. Pustno povorko je organiziral Slovenjebistriški razvojno-informacijski center. Policisti iz Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Slovenska Bistrica. V trgovini je nekdo kupcu ukradel denarnico z bančno kartico ter dokumenti. Ker je bila priložena tudi PIN koda, je tatič dvignil 600 evrov gotovine. Druga oškodovanka je na parkirišču pred trgovino izgubila denarnico. Najditelj pa je s tem, ko denarnice ni vrnil, občanko oškodoval tudi za 600 evrov. Križiča vas. Z dvorišča je ponoči nekdo odpeljal 2 kubična metra drv, škoda je za 100 evrov. Pragersko. Z parkirnega prostora je neznani storilec odpeljal prikolico za prevoz živine. Poljčane. Iz objekta, ki so ga obnavljali, je neznani storilec ukradel za 8000 evrov različnega električnega orodja. Strug. Iz stanovanjske hiše, v katero je vlomil, je neznanec odnesel zlatnino in hrvaške kune, lastnico pa s tem dejanjem oškodoval za 1500 evrov. Policisti so s področja prometne varnosti podali 8 obdolžilnih predlogov, izdali 48 plačilnih nalogov, odvzeli 9 vozniških dovoljenj in zasegli 1 osebni avtomobil.
Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali dvakrat, obravnavali pa še naravno nesrečo, prekršek v zvezi z uporabo prepovedanih drog in poskus samomora. Spoštovani, oddaja Studia Bistrica se je iztekla. Pustno obdobje prehaja v postno. Vse tja do velike noči, vmes pa še številni prazniki in drugi dogodki. Ostanite zdravi do naslednjega tedna in ne pozabite, da je 8. marec še vedno Mednarodni dan žensk. Moški pa pridejo na svoj račun 10. marca ob dnevu mučenikov. Pa srečno!